Danes v Pomurskem dnevniku. V Lendavi zadišalo po bograču. Prejemanje denarne socialne pomoči. Še eno podjetje v stečaj. Podaljšan rok za podporo naložbam. Vreme, jutri pretežno jasno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. V starem mestnem jedru Lendave je v soboto potekalo že več kot desetletje največje tekmovanje v kuhanju bograča v Sloveniji. To je zagotovo ena najbolj znanih prekmurskih jedi. Lendava pa edino mesto na svetu, kjer povsod diši po njem. Tekmovanja v kuhanju najboljšega bograča se je letos udeležilo 88 ekip. Poleg domačih so se v kuhanju pomerile tudi ekipe iz Hrvaške in Madžarske. A pripraviti okusen prekmurski bograč ni tako enostavno. Zato so tekmovalci osnovni recepturi dodali številne skrivne sestavine. Glavno ulico v Lendavi so zavzeli lepo urejeni kuharski kotički, kjer so dobro razpoloženi tekmovalci pripravljali bograč. Tradicionalni bograč fest je letos vključen v festival vinarjev, ki poteka že drugo leto. Tudi tale bograč fest ima nek standard in postaja neka lendavska klasika, zato sem zelo zadovoljen, ampak kljub temu si bomo prizadevali, da te turistično-promocijske prireditve na nek način raztegnemo na celo leto. Tekmovalci so se dela lotili resno. Pravila so znana in upoštevamo recepte naših babic. Včasih kakšna kuharca prišepne še kaj, uporablja radensko naprimer, ali pa gazirano vodo, da čebula lepše razpade. Vsako leto se kaj novega naučimo, ampak pomembno je pa druženje. Pri kuhanju bograča je zelo pomembna predpriprava in pomoč vsakega člana skupine. Pomagamo na vse strani. Točimo, ko vidite, krompir lupimo. Ob rezanju čebule, mesa in krompirja seveda ni manjkalo veselega vzdušja. Bograč fest je blagovna znamka, pravijo organizatorji. Torej, zmeraj poudarjam, da Bograč fest ni samo enodnevni kulinarični dogodek. Pač pa je to neka prireditev, ki je povezana z ohranjanjem tradicionalnega izročila in v bistvu je to velik korak k promociji lendavskega turizma. Torej, to je naša blagovna znamka in to bi želel, da bi se to tudi v praksi na nek način prijelo. Svojo družinsko tradicijo je ob kuhanju bograča predstavljal tudi Robert Horvat. Doma ga pa kuhamo po naših okusih, kak nam odgovarja. Tukaj pa pač tekmovalni je tekmovalni. Na dober bograč že tretje leto zapored iz Avstrije pride Marjan Kovačič. Taka nikoli ne more izgoditi. Za kuhalnico so prijeli tudi moški. Nič ne eksperimentiramo s kakimi raznimi korenčki in ne vem čim. Tako da tisto, kak je po receptu, tisto mora biti najboljše. Se le tako iz kotličkov zadiši po pravem lendavskem bograču. Bograč fest pa je tudi gospodarskega pomena, saj ga vključujejo tudi že v pripravo na kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture. Pred časom smo imeli prispevek o vračanju denarne socialne pomoči oziroma omejitvi dedovanja in povezanih strahovih državljanov, prejemnikov te pomoči. V času, ko je velika brezposelnost, pa marsikdo nima izbire, kot da zaprosi za denarno socialno pomoč. Gre za prejemek posameznika oziroma družine iz javnih sredstev. Na današnja vprašanja v zvezi z denarno socialno pomočjo nam bo odgovoril naš gost Miran Vrbanič, pravni svetovalec Zavoda PIP. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Torej pa če mogoče za začetek pojasniva, kdo sploh je upravičen do denarne socialne pomoči. Denarno socialno pomoč lahko pridobi oseba, ki biva v Sloveniji, je državljan Republike Slovenije in ima dejansko stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, potem tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje in ima dejansko stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, in pa oseba, ki lahko uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči na podlagi mednarodnih pogodb oziroma aktov, ki zavezujejo Republiko Slovenijo. Za vsem tem osebam pa je enotno, da nimajo dovolj sredstev za preživetje, da nimajo takšnega premoženja in prihrankov, ki bi jim omogočilo preživetje, in pa da aktivno rešujejo svojo socialno problematiko. Denarna socialna pomoč naj bi bila namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb. Kakšna pa je višina te denarne socialne pomoči in od česa je odvisna ta višina?
Zdaj uveljavlja lahko denarno socialno pomoč oseba, katere dohodek ne dosega določene meje dohodka oziroma cenzusa. To gre za določen minimalni dohodek, ki je določen na 288,81 evrov. To je tudi osnovna višina denarne socialne pomoči oziroma koeficienta 1. Koeficient je lahko potem nižji in višji glede na različne okoliščine. Torej, višina denarne socialne pomoči je vedno potem odvisna od dejavnikov, kot so število družinskih članov, višina in premoženja in prihrankov in pa dohodkov in pa recimo morebitnih krivdnih razlogov, kot da se ne prijavimo na zavod za zaposlovanje in podobno. Za koliko časa pa se lahko dodeli ta denarna socialna pomoč? Praviloma se dodeljuje za določen čas. Pri prvi vložitvi vloge za 1 mesec do 3 mesece, pri ponovni vložitvi vloge potem do 6 mesecev, vkoliko gre za enake okoliščine. Zdaj, če pa gre v primeru starejših oseb oziroma za ženske nad 63 let in za moške nad 65 let in vkolikor se oceni, da se njihovo socialno stanje ne bo izboljšalo, se lahko dodeli za 1 leto. So pa posebni primeri, ko se pa lahko dodeli trajno denarna socialna pomoč. To pa so primeri, ko osebe so trajno nezmožne za delo ali pa trajno nezaposljive. Prav, najlepša hvala vam za obisk v našem studiu in te zelo koristne informacije. Hvala vam. Eden izmed zadnjih manevrov lastnika Inoxa, Jožefa Pavlinjeka, ki je marca letos podjetje preimenoval v Prva IP, podjetja za trženje klavrnega konca nekdaj uspešnega pomurskega podjetja, ki je zaposlovalo okoli 100 ljudi, ni mogel preprečiti. Stečaj je predlagal davčni urad Murska Sobota, saj Pavlinjekovo podjetje državi dolguje dobrih 388 tisoč evrov iz naslova neplačanih davkov in prispevkov. Lastniki so sicer stečaju porekali zahtevo za odložitev odločanja za začetek stečajnega postopka. Iz previdnosti pa so podali tudi ugovor, ker terjatev davčnega urada v zatrjevani višini ne obstoji oziroma ni znana njena višina. Koliko znašajo terjatve vseh ostalih upnikov, bo znano v začetku novembra. Stečajni upravitelj Boris Kastivnik namreč do 3. novembra zbira prijave terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic v stečajnem postopku. Bilanca lanskega poslovnega leta sicer izkazuje za več kot 2,2 milijona evrov kratkoročnih obveznosti. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z objavo v uradnem listu podaljšalo rok za predložitev vlog za pridobitev sredstev za podporo naložbam v kmetijska gospodarstva za leto 2016. Vloge je po novem mogoče predložiti do vključno 10. oktobra, ne le do 7. septembra. Ministrstvo je razpis, ki omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in državnega proračuna, objavilo 24. junija. Sprva je bilo predvidenih 6 milijonov evrov, nato pa je ministrstvo 8. julija sredstva povečalo na 10 milijonov evrov. Med naložbami, ki spadajo v razpis, so nakup kmetijskih zemljišč, postavitev oziroma obnova sadovnjakov in oljčnikov, vključno s postavitvijo jagodišč, priprava zemljišča in poti ter nakup sadik, ograj za zaščito pred divjadjo in mrež pred točo. Upoštevajo se med drugim tudi stroški postavitve novih vinogradov, ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, zasebnih namakalnih sistemov, naložb namenjenih učinkoviti rabi energije in pridobivanja energije iz obnovljivih virov energije na kmetijskih gospodarstvih. Opolnoči sta se ceni reguliranih pogonskih goriv, dizelskega goriva in neosvinčenega 95-oktanskega bencina zvišali. Dizelsko gorivo se je podražilo za 4,6 centa, bencin pa za 3,8. Ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva se določata v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov na vsakih 14 dni po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Ceni 100-oktanskega bencina in kurilnega olja se prosto oblikujeta na trgu. Tokratna podražitev dizla je najvišja od junija letos, ko se je to gorivo podražilo za 5,1 cent. Podražitev 95-oktanskega bencina pa najvišja od marca letos, ko se je cena zvišala za 4,5 centa. Spletni medij sobotainfo.com poroča, da so lastniki s prekmursko podružnico zelo zadovoljni. Predvsem z dobro izdelavo, za katero so bili modeli C-Line letos izbrani kot najkakovostnejši. Če vas zanima, o katerem podjetju je govora,
Preberite na sobotainfo.com. Mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več spremenljive oblačnosti bo v hribovitem svetu. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Več o vremenu v prihodnjih dneh pa v nadaljevanju. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 27 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko, Murski Soboti in Lendavi namerili 21 stopinj, v Radencih pa stopinjo manj. Jutri bo pretežno jasno. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo v hribovitem svetu. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 14 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bodo v severozahodni Sloveniji nastajale posamezne krajevne plohe in nevihte. V petek bo pretežno jasno. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 12 in 14, dnevne pa se bodo povzpele do 28 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. Nasvidenje do jutri.